Lep pozdrav še z moje strani. Danes smo se tukaj zbrali zato, da spregovorimo nekaj besed o vsebini prve knjige dr. Jasne Podreke, Bila si tisto, kar je molčalo. Začela bom z gostjo na moji desni. Milica, bila si mentorica doktorske disertacije Jasne. Torej si v bistvu spremljala proces nastajanja te samega začetka. Kako bi opredelila pomen preučevanja intimno-partnerskih odnosov znotraj Slovenije in širše in kako bi umestila to knjigo v polje feminizma? Dober večer, pozdravljeni vsi skupaj. Bom začela malo tako, dan je dolga, da se malo sprostimo. Jasna in njena knjiga je moj tretji otrok, intelektualni, seveda. Imela sem 5 do zdaj doktorskih študentov, študentk in to je tretja knjiga, ki je nastala iz tega procesa in seveda sem zelo vesela za Jasno, da je tako hitro po doktoratu izdala tudi knjigo. Se opravičujem, sem zdaj 2 uri govorila, imam malo slab glas, pa sem morala večkrat odkrhati. Tema, ki se jo je pa lotila v svoji doktorski disertaciji, zdaj v knjigi, je izjemno zahtevna, je izjemno pomembna za celotno polje feminističnih študij in sociologije spola. Naj rečem, da je sociologija spola in preučevanje spola že tako interdisciplinarno področje. Ta tema je pa še toliko bolj interdisciplinarna in bila predvsej pravzaprav zanemarjena, ali pa da rečem z bolj blagim izrazom, neraziskana v našem polju. Tako da je Jasnin pogum lotiti se neke take teme bil za mene zelo pomembna startna točka na začetku. Kajti lotiti se take teme, kot je to, ki sega, o tem bo seveda kolegica Katja povedala več, tudi na neko drugo področje, je na začetku smo bili kar malček zaskrbljeni, kako bo to šlo, ampak Jasna je svoje delo res zelo dobro opravila, kajti preučevanje teh intimno-partnerskih umorov, torej nasilja in umorov, je po tej plati raziskovalno precej zahtevno podjetje. Naj tukaj rečem, da seveda Jasna imela to srečo, da je bila mlada raziskovalka, da je imela na razpolago tudi finančna sredstva za to, kajti ona je morala po ne vem kolikih sodiščih nabirati svoj raziskovalni material in že po tej plati je bilo to torej finančno zahtevno, bilo je časovno zahtevno, kar nekaj časa je trajalo, da je nabrala ves ta material, potem je bilo pa seveda treba še analizirati. Tako da je zapolnila eno zelo pomembno luknjo na tem raziskovalnem področju pri nas. Še posebej pa ne omenim, da je seveda metodološko to precej zahteven projekt in da je tudi na tem področju Jasna naredila ta projekt interdisciplinarno, lotila se ga je iz različnih vidikov, iz različnih pristopov raziskovalnih in tudi teoretskih. Tako da je to res zajetno. Še to naj povem, prva verzija doktorske disertacije je bila 2-krat daljša. Tako da je morala precej krčiti, ker sem seveda jaz od nje to pričakovala, pa tudi dvomim, da bi nekdo še enkrat debelejšo knjigo vzel v roke. Jasno se je pa vzela vse pomembno, kar je napisala, kar je najverjetneje bilo res, ampak bilo treba, skratka, precej veliko dela je opravljeno in zelo zahtevno in zelo dobrodošlo. Ko že govorimo o interdisciplinarnosti in poseganju v različne polja, zakaj pa je knjiga Bila si tisto, kar je molčalo, pomembna za polje kriminologije? Ja, najprej čestitke avtorci za knjigo.
Par stavkov voda, preden se lotim odgovora na vaše vprašanje. Sodelovala sem pri nastajanju njenega doktorata bistveno manj intenzivno kot kolegica. Bila sem članica komisije za oceno dispozicije in potem na samem zagovoru. In kot je bilo že rečeno, občudovala sem njen pogum. Povedala sem kar nekaj pomislekov, še več sem jih imela, pa jih nisem povedala. Pomisleki so šli pa v smer. Mogoče nekoliko bi lahko z današnjimi očmi rekla malo domišljavosti, kako bo nekdo, ki ni pravnik, se uspel prebiti čez vse te pravne spise, ki vsebujejo ogromno pravnih izrazov, noter dopisov, vložkov, to so take zadeve. Ne? To je naporno za tistega, ki je vešč pravo, ki pozna sestavo teh spisov, naporno je zaradi vsebine, ki bereš tam in vendarle enega tujega področja kot prava, ki ga ne poznaš. In občudovanja vredno zmogla je to, ne samo da je zmogla, tudi v knjigi je nekaj krajših pasosov, če lahko tako rečem, ali pa posegov v področje prava, kjer zelo suvereno analizira kakšne popolnoma pravne institute. No, če grem pa zdaj na to vprašanje, ki ste mi ga namenili. Kriminologija je en mozaik različnih ved, različnih pristopov in eno pomembno delo znotraj kriminologije ima tudi sociologija. Ne? In zato je to delo toliko bolj dragoceno prispevek k kriminološkemu pogledu na nasilje v družini, na intimno partnersko nasilje in tudi na same umore. Se pravi, to so vse teme, ki jih kriminologija analizira. Pri nas pogosto se s kriminologijo ukvarjamo pravniki. Zato so naše raziskave nekoliko bolj pravno obarvane in so toliko bolj dobrodošle raziskave, ki pa z nekega druge perspektive pogledajo na nek problem in to je Jasnina knjiga oziroma najprej njen doktorat, potem pa knjiga dosegla. Tako da pomen za kriminologijo zelo velik pomen. V kriminologu v Sloveniji nas je pač relativno malo, ker je tudi Slovenija majhna, tako da vsaka taka knjiga, vsako tako delo pomeni eno zlata vreden prispevek k kriminološkim raziskavam in kriminološkemu razumevanju, kako, zakaj pride do nekega tako usodnega dejanja, kot je umor. Jasna, ti se v svoji knjigi izogibaš pojmom družinsko nasilje in družinski umori in uporabiš koncept intimno-partnerskega nasilja oziroma intimno-partnerskih umorov. To ni univerzalen, kot napišeš v knjigi, koncept, to ni enoznačen koncept. Jaz bi te prosila, da ga konceptualiziraš in poveš, kaj so nekako osnovne značilnosti intimno-partnerskih umorov oziroma nasilja. Najprej lep pozdrav še v mojem imenu. Hvala za te uvodne besede. Ja, jaz sem nekako se odločila, da bom uporabljala koncept intimno-partnersko nasilje in intimno-partnerski umori. Predvsem iz razloga, ker se mi zdi, da so ti koncepti, ki jih uporabljamo, kot je nasilje v družini ali pa drugi izrazi, bodisi ali preširoki ali pa preozki za proučevanje točno tega, kar sem si jaz zadala. Torej za nasilje in umorov, ki prihaja med bivšimi ali aktualnimi intimnimi partnerji, oziroma tam, kjer je bila neka intimno-partnerska vez. In zato se mi je zdelo, da če bi uporabila, da je ta pojem, ki se tudi v mednarodni literaturi za proučevanje prav te oblike nasilja vse bolj uporablja, se zdi bistveno bolj vključujoč, ker se ne omejuje na to, ali je bila recimo zakonska vez, ali je bil otrok prisoten, starost recimo vključenih, ker mi vidimo, da lahko to nasilje prihaja v zelo različnem spektru intimno-partnerskih zvez. In so lahko vključeni zelo mladi pari, tisti, ki ne živijo skupaj, ki nimajo otrok, ki lahko živijo na različnih lokacijah in bi po tej neki strogi definiciji družine lahko izpadli, če bi iz metodološke korektnosti lahko izpadli iz raziskave. In sem se zato odločila, da torej zožam pojem, tudi zato, ker intimno-partnersko nasilje po mojem mnenju predstavlja en spekter nasilja v družini. Nasilje v družini je lahko zelo širok pojem in sem se zato odločila za ta koncept. Namreč, če bi se odločila za nasilje v družini, bi verjetno kar nekaj primerov, tudi ki sem jih potem vključila po metodološki korektnosti, lahko izpadli. Naprimer,
Imela sem primere, ko so že dlje časa bili narazen, recimo partnerja, ker značilnost je, da se kar več kot polovica primerov zgodi takrat, ko bodi si partnerka napove prekinitev nasilnega razmerja ali ga je že prekinila dlje časa. In tudi zelo mladi pari, ne? Recimo najmlajša žrtev je bila stara 17 let. Ne? Tako da zato sem se odločila za ta koncept, ki je bistveno bolj vključujoč. Zdaj, ključne značilnosti, seveda jaz sem želela proučiti torej nek kontekst dogajanja in ključne značilnosti, ki sem jih ugotovila in skušala dokazati to, da to ne gre za neka dejanja, ki bi se zgodili kar tako iznenada, ne da bi bili predvsem vsaj nekateri vidnejši dejavniki tveganja prisotni in zato jih jaz imenujem tako imenovane napovedana kazniva dejanja, v smislu, da so bili prej zelo jasno in očitno, in to je bilo zelo jasno mogoče dokazati z pregledovanjem sodnih spisov in so shranjeno dokumentacijo od pričevanja prič do dokumentacije, ki je bila recimo z institucij, ki so predhodno obravnavale žrtev in storilca, da je bilo v večini teh primerov v glavnem prej prisotno dolgoletno intimno partnersko nasilje, ki je skozi leta potem pripeljalo seveda zaradi prepleta različnih dejavnikov na različnih nivojih do tako tragičnega zaključka. In tako da jaz pravim, da z preventivnim delovanjem bi takšno dejanje bilo mogoče vsaj do neke mere preprečiti, seveda vsega nikoli verjetno ne bomo mogli, ampak če bi bili zelo pozorni na, recimo ti storilci so v skoraj vseh primerih zelo jasno grozili, kaj bodo naredili, bili hudo nasilni, zalezovali partnerke, to so vsi tisti glavni dejavniki tveganja, ki so bili zelo jasni pokazatelji, kakšna je namera tega povzročitelja nasilja. Govoriš o storilcih, bi torej lahko rekli, da je nasilje spolno zaznamovano? Doktor Katja? Ja, se pravičujem. Ja, seveda. Všeč mi je, da je uporabila izraz intimno-partnersko nasilje, ki je izraz, ki se nekako vsaj do zdaj še ni prav dobro prijel v kriminološki srednji. Res je, praviloma govorimo o nasilju v družini, potem pa pojasnjujemo, ne? Ampak v nasilju v družini pa vendar je treba ločiti različne oblike, posebej je treba biti pozoren na nasilje, ki se izvaja nad ženskami. In to zato, ker je to spolno obarvano nasilje. Če poenostavim, kaj to pomeni, da je ženska žrtev nasilja zato, ker je ženska. Zato, ker moški razume svoj položaj v takšnem smislu, da ima oblast nad žensko, da si lahko marsikaj dovoli, da mu mora biti ženska poslušna, podrejena in tako naprej. Se pravi, ja, to je nasilje v družini, sploh intimno-partnersko nasilje, je spolno obarvano nasilje. Da še dodam, intimno-partnersko nasilje oziroma intimno-partnerski umori do sedaj v Sloveniji niso bili raziskani. Imamo nekaj manjših razprav, ampak na takšen način, kot se je Jasna lotila, ne. In ravno to je vrednost tega, da pokaže ravno to komponento, ne. Se pravi, intimno-partnerski umori žensk so spolno obarvani. Ženska je bila ubita zato, ker je ženska, ker je storilec razumel, bil prepričan zaradi različnih, zdaj seveda ne bomo razmišljali zakaj tako, ampak vendarle, da ima, bom kar poenostavila, to pravico. Številne avtorice in avtori menijo, da je primerneje govoriti o femicidu. Zakaj? Zakaj v bistvu tega izraza v doktorski nalogi ni bilo, pa tudi v sami knjigi se ne pojavlja? To pa je izziv zdaj, ne? To pa je izziv, da se te knjiga na takšno brala in da poznaš polje. Ja, skratka. Doktorska disertacija ne nastane kar tako, ne? Za prijavo doktorske disertacije, torej dispozicijo, najprej kandidatka predstavi svoji komisiji, potem gre ta na univerzo, če univerza potrdi, dobi dovoljenje in mora to zadevo speljati v roku 5 let. Ko je Jasna prijavljala to doktorsko disertacijo na prvem doktorskem seminarju, smo sicer z vsemi opozorili in tako naprej skrbmi, sicer razmišljali, kaj bo to pomenilo, ampak spomnim se, mislim, da to leta 2009, Jasna, 2009,
2010, je že na naši komisiji doktorski so bili izrečeni določeni pomisleki, kaj zdaj ta femicid pomeni. Vsi so ga primerjali z genocidom, kvečemu še z etnicidom, ne pa s femicidom, kaj zdaj te ženske hočejo. Mi smo dostakrat na naši fakulteti bili soočeni s tem, prvič se nam v naslove, ni nobenega drugega profesorja z naše fakultete, ali pa morda ne vidim dobro, se nam slavisti dostikrat se vtikali v to, ali je prav napisan naslov, ali kakšna stvar preveč ali premalo, ampak tukaj je bilo pa še posebej zanimivo, da so se vtaknili v sam termin. Ne? In zato, da Jasna ne bi imela kakih prehudih težav, še na univerzi, pa še etična komisija, lahko da bi se sprožila, Katja, smo zato, da bi vendarle vsebina bila obdelana, stopile z Jasno korak nazaj, Jasnina odločitev seveda na koncu bila, da govori ne o femicidu, ampak intimno-partnerski nasilju, da pa če bo na koncu presodila, da seveda je mogoče imenovati to tudi drugače, da bo to naredila kasneje. Kajti femicid je izraz, ki ga je, Jasno mi popravi, v katerih letih Diana Russell uvedla v 70-ih, sicer že 20 let pred tem, ampak vseeno ni bil tako veljavljen, pomenil pa to, kar je Katja že prej rekla, da je to ubijanje žensk strani moških zaradi tega, ker so ženske. Zdaj, to je zelo širok pojem. Jasna je en del tega obdelala v svojem doktoratu in odločila se je tako, kot se je odločila pri, torej že pri doktorski, pri knjigi, bo mogoče bolj še sama pojasniti, zakaj je pri tem vztrajala. Ja, v bistvu gre za to, da nisem se odpovedala izrazu femicid iz te politično-aktivistične narave, v smislu, da mislim, da je zelo pomemben, zaradi tega, ker da še neko dodatno konotacijo tem umorom, ki prikazuje to spolno komponento teh zločinov in pa recimo nasilja. Nisem se odločila za ga uporabiti zaradi tega, ker se mi zdi, da slovenski prostor trenutno še ni pripravljen za ta izraz. In kolikor ugotavljam, se lahko zelo zgodi, da potem je nekaj takega, ko ni še dobro predstavljeno, ko ni še dobro poznano in ga zelo pogosto povezujejo z genocidom, kot da je to, ker tu ne gre za iztrebljanje žensk od ženskega spola, ampak gre samo za to prikaz, da so ženske praviloma žrtve nasilja in takšnih najhujših kaznivih dejanj kot posledica, najpogosteje kot posledica nekega spolno specifičnega nasilja. In se mi je zdelo, da bi lahko uporaba takšnega izraza potem naredila neko ta odpor do tematike, ki se mi pa zdi izrednega pomena, tudi za recimo nekatere službe, za druge področja, ki niso tako strogo akademska. In se mi zdelo, da bi s tem naredila morebiti temi, ne sebi, ampak temi neko škodo. In zato se mi je zdelo, da sem v knjigi predstavila pojem, zakaj je pomemben, nisem ga pa dala v sam začetek in na naslov. Dobro, odločitev. Ja, ne? Sej z kriminološke Leta 2008 je v nov kazenski zakonik vpeljana nova kvalifikacija uboja in umora. Kot kaznivo dejanje pa kazenski zakonik opredeljuje še povzročitev smrti iz malomarnosti. Ali kriminološke kategorizacije opredeljujejo intimno-partnerske umore kot posebno obliko nasilja? Dve vprašanji ste zastavili, ne? Se pravi, nek pravni vidik, pravno opredelitev v zakonu, pa kriminološko opredelitev. To je vendarle sta dve strani. No, če grem najprej na kriminologijo. Kriminologija se že dolgo časa ukvarja z vprašanjem umorov, z različnimi vidiki, kako, zakaj, z različno kategorizacijo. In kategorija intimno-partnerskih umorov je ena od novejših kategorij. Kriminologijo so najprej, kar se tiče umorov, privlačevali serijski morilci, množični morilci, ker vzbujajo začudenje, kako je sploh mogoče na tako strašljivo dejanje. Tako da kriminološka literatura, največ tudi ti nasvetila na to, ogromno, predvsem ameriške literature. Potem so se umori začeli nekako deliti na družinske in ostale umore. Kot zanimivost naj povem, da do še nedolgo tega, da se ne bom predelovala v letih,
smo razmerje, da je pri nas veliko družinskih umorov, ki imajo zelo širok pomen sicer, da jih je več kot tistih drugih, da smo to ocenjevali kot nek dober znak. Dober znak v smislu, vendarle lahko varno hodimo po ulicah. No? Da ne pričakujemo na vsakem vogalu, da nas bo kdo ubil. Se pravi, družina. Samo tisti, ki imajo že neke zapletene zgodbe, tisti so morilci in tisti so žrtve. Ne? No, pa seveda, z razvojem kriminologije se je pa videlo, da so ti družinski umori, kot tudi jasno pojasnjuje v knjigi, ena zelo široka kategorija in znotraj tega se je pa zdaj začela res oblikovati kategorija intimno-partnerskih umorov. In še znotraj teh se v bistvu delijo raziskave na dve skupini in sicer intimno-partnerski umori žensk in pa zelo zanimivo področje so tudi intimno-partnerski umori moških, ko ženska ubije moškega. Zelo se prepletata te dve skupini umorov zato, ker raziskave kažejo, da večinoma v primerih, ko ženska ubije moškega, je bila dolgo časa njegova žrtev tega moškega. Se pravi, zamenja vloge, žrtve postane storilka. Tako da v bistvu je te skupine umorov potrebno skupaj raziskovati, ker vidimo potem skupne dejavnike in spet ta pomen, da se vrnem spet na to spolno zaznamovanost umorov, tudi takrat, kadar je ženska storilka. Kar se pa tiče zdaj pravnih kategorij, res je v pravu, v kazenskem zakoniku imamo več skupin umorov, mogoče med vrsticami vaše vprašanje hotelo poudariti tudi, zakaj nimamo posebne skupine, ki bi rekla femicid ali kakorkoli bi že imenovali, posebna oblika umora. Nimamo je in jaz tudi ne vem, če je prav dobro, da bi jo imeli. Imamo uboj kot odvzem življenja, potem pa različne oblike umor, uboj na mah, detomor, umor iz malomarnosti in tako naprej. Zdaj, lahko bi oblikovali posebno obliko umora, da bi rekli moški, ki ubije žensko, če jo je predtem, ne vem, zlorabljal in tako naprej. Kaj bi to pomenilo? To bi pomenilo, zdaj gledam z vidika širšega, bi morali imeti tudi posebno obliko umora, če ubije nekdo starejšega, oslabelega človeka. Če ubije, ne vem, otroka, detomor ni umor otroka, detomor je nekaj specifičnega, mati takoj po porodu. Tako da potem začnemo s temi kategorijami in zdaj, katera je težja, kakšno kazen bomo odmerili. Tako da mislim, da takšen kazuistični pristop ni dober, ampak to, kar je pa potrebno in to, k čemer pa kriminologija mora prispevati in upam, da prispeva, pa je, da tisti, ki odločajo, ki obravnavajo ta kazniva dejanja, da razumejo širši kontekst, tudi ta kontekst, ki se ga ti omenja, predvsem pri teh umorih ta kontekst, in da potem v okviru tistega širokega razpona kazni, ki je predpisan, recimo za uboj, temeljno obliko je od 5 do 15 let, za umor je od 15 do 30 let, ne? Da v tem širokem razponu torej zaznajo, katere so težje oblike, ki so tudi zaznamovane s takšnimi motivi, kot so intimno-partnerski umori. Tako da jaz ne bi podpirala ideje, da bi začeli zdaj kazuistično pisati, če je pa žrtev taka, potem je pa to. Nekateri zakoni, nekatere države imajo nekoliko podoben pristop, da posebej povejo, da je to lahko, da naj bo to upoštevano kot obtoževalna okoliščina. Ne? To pa pomeni v naši trenutni zakonodaji, ljudje morajo brati to knjigo. Sodniki, tožilci, odvetniki in tudi vsi ostali morajo to knjigo prebrati, da bodo videli in razumeli. Je pa zanimivo, če samo dodam, da pa so nekatere države Italije do nedavnega imeli pa obratno, kot olajševalne okoliščine, na primer umori strasti. Ker pomeni, da je storilcu to je bila olajševalna okoliščina, torej nižjo kazen je dobil, če je, ker naj bi delovali neka ta čustvena komponenta, ki vpliva na racionalnost. Knjigo ne preberem. Torej, tvoje izhodišče jasno je bilo to, da v polju sociologije še ni raziskave na našem področju intimno-partnerskih umorih. Milica je že nekaj povedala o sodniških skriptah, ki si jih brala. Kako si se lotila raziskave? Ja, na splošno v sociologiji in tudi v slovenskem prostoru sploh ni bilo neke take konkretne, poglobljene raziskave, zato sem se jaz pač, seveda na začetku je bilo, skupaj smo tudi iskali, kaj bo sploh moj material. In bolj nekako sem rekla, bom poskusila z sodnimi spisi, prav zares, ko sem se tega lotila,
nisem čisto dobro vedela kot nepravnica, kaj bom sploh tam dobila, ampak so seveda sodni spisi izkazali za izredno bogat vir informacij. To so bile ogromni fascikli, polni dokumentacije od pričevanja prič do vsega, no, kar sem prej povedala. Tako da je bilo mogoče res narediti neko celostno sliko vsakega primera. Tako da moj pristop je bil, analize spisov sem se lotila s tako imenovanim kontekstualno specifičnim pristopom, kar pomeni, da je bil moj cilj raziskati kontekst vsakega dogodka, ker sem prepričana, in torej proučevati kompleksnost teh in prepletenost dejavnikov vseh teh primerov, torej na različnih ravneh delovanja žrtve in storilca. In nekako sem razdelila na 3 ključne ravni, na individualno raven, torej zanimale so me značilnosti tako storilca kot žrtve, medosebno raven, torej da me je zanimal ta odnos med žrtve in storilcem, ker me je predvsem zanimalo, ali je bil prisoten kontekst nasilja in kakšna oblika nasilja, torej ali govorimo o tej klasični obliki intimno-partnerskega nasilja, kjer je en partner nasilen do drugega partnerja v smislu težnje vzpostaviti premoč nad njim, ne? In zadnji moment, torej raven družbenega sistema, kako so se odzivali, koliko so bili seznanjeni za dogajanjem na mikronivoju, torej ljudje najožjega okolja, prijatelji, sosedje, znanci, kako so se medzonivo, kako so se v primeru zaznave za nasiljem odzivale institucije in pa seveda ta makrodružbeni kontekst, kako vpliva tudi ta sistemska državna ureditev, zakonodaja na recimo taka dejanja. In seveda zato zanimale so me torej te različni nivoji, ker pač sem izhajala iz prepričanja, da ne more samo en dejavnik ali samo, če bi zdaj samo poskušala razložiti iz tega, ki sicer izhajam, da je primarni vzrok potrebno iskati v teh družbenih in kulturnih vzorcih, ki generirajo neko družbeno dogajanje, pričakovane vloge, ki potem oblikujejo ta glavni kontekst nasilja, da pa vendar samo to nam ne more razložiti, zakaj nekdo postane storilec. In da gre v teh primerih za prepletenost dejavnikov na vseh teh 3 različnih nivojih in to se zelo jasno pokaže. A lahko na podlagi rezultatov raziskave opredelimo vzorec nasilnega ravnanja? Torej, kako pride do intimno-partnerskih umorov? Ja, mogoče še stavek v navezavi na to, kar je nazadnje rekla Jasna, kako so bile, in to tudi, kar je prej rekla Katja. Do zdaj pri nas poznamo torej neke raziskave serijskih merilcev, ki so dosti bile obdelane, bom rekla, z tega psihološkega ali pa psihoanalitskega pristopa. Na drugi strani imamo potem pa te pravne, bom rekla, raziskave na področju prava, kaj se dogaja. Na področju sociologije in tega, kar je jasno, se pravi, svojimi sociološkimi koncepti in teoretskimi orodji, ki so seveda bili interdisciplinarni, se lotila neke take problematike, kjer je hotela ugotoviti, kje so razlogi, da se to dogaja, kdo so tisti, ki to počnejo in zakaj lahko do tega pride. In to se mi zdi, da je zdaj lepo jasno pojasnilo, da kar gre, moramo te zelo različne ravni raziskati in ugotoviti, in to se je skozi te spise lepo dal, kakšna je bila prehojena pot do tega končnega, res krutega dejanja. In tisto, kar je jasno ugotovila, je ta jasen vzorec, da torej ne gre za neko hipno dejanje, ne gre za neko dejanje, ki ga je nekdo storil, ki je sicer ljubeč, razumevajoč, družinski človek, strašno jo je imel rad, pa kar naenkrat se je nekaj zgodilo in jo je ubil. Ampak se je torej jasno na raziskavo ugotavlja, da gre za serijo nekih pripravljalnih dejanj, ki so privedle do tega končnega rezultata, ki se je pa zgodil zato, ker je vmes umanjkala cela vrsta reakcij na tiste dejanja, ki so se dogajala prej. In to umanjkanje, torej reagiranja na ta manj nevarna dejanja in celo pritrjevanje temu, kar se dogaja
ker je morda jasno premalo zdaj izpostavila, ampak mogoče bo v nadaljevanju, ker se dogaja na tej ravni, druščin. Boš pa babi dal do znanja, da ne more kar tako iti. Skratka, to razumevanje moškosti, kar je tudi Katja prej omenila, razumevanje moškosti, da ima moški pravico do tega, da zadrži žensko v tem razmerju, če tudi se je ona odločila, da ne bo več. To je nekaj, kar je globoko usidrano v to kulturo, v razumevanje odnosov med spoloma, ki pa je glavni vir tega, da potem do tega pride. Se pravi, nerazumevanje tega, da gre za njo kot osebno, za njo kot neodvisno osebo, ki se lahko odloči tako ali drugače, ko se odloči tako, je treba to odločitev spoštovati, ne pa na kakršenkoli način jo zadržati v tem razmerju. To zelo veliko, še vedno vidite v časopisnih člankih, kako pišejo o tem. Moledoval jo je, prav pritiskajo na čustva bralcev ti časopisni zapisi, ki govorijo o tem, kako je pravzaprav, kaj vse je naredil za to, da bi jo zadržal. V bistvu pa ne opozarjam na to, da nima nobene pravice več zadržati, če ona sama smatra, da pač v takem razmerju ne more več zdržati. Tako da so neke jasna nakazovalna dejanja, ki, torej, če mi ne odreagiramo in če ne odreagiramo na vseh teh treh ravnih, recimo na tej osnovni ravni, če mama svojih hčeri in reče, nimate pravice udariti, kaj še nekaj drugega. In ne glede na to, da je to on tvoj fant ali mož, nima te pravice, takoj moraš odreagirati. Ne da mama reče, ja pa sej on je tvoj mož ali pa tvoj fant, ko trpi, pa ima on probleme. Ne, jaz imam probleme, mora videti, da ima hčerka probleme s tem, če je on tako odreagiral. In pa fant je moški, ki vas je malo manj tukaj, kot je ne žensk, mislim, to spodbujanje takega ravnanja ali pa to, da se ne reče moškemu, ki je nasilen do svoje partnerke ali pa do kogarkoli drugega, da s tem se pač ne potrjuje kot moški. Da se to nekako ta praksa v družbi ustavi in da se da jasno vedeti, da je to nekaj nesprejemljivega. Tu se že začne, potem pa seveda pridejo razne organizacije in institucije, ki tudi znajo kdaj zatajiti, kaj je prinesla nova zakonodaja, to morda Katja ve več, ali je prinesla kakšna sprememba. Ampak mislim, da je treba začeti tu in seveda na vse postaviti nivojih nadaljevanja. Jasno v knjigi zapiše, da analiza pregledanih primerov v slovenskem prostoru potrjuje, da sta prekinitev in grožnja s prekinitvijo zveze zelo pomemben dejavnik tveganja za intimno-partnerske umore žensk. Zdaj bom jaz malo provocirala in vprašala, a to pomeni, da je ženska v obstoječem sistemu varnejša, če ostane v nasilnem odnosu? Se pravi, bolje, da je tepena, ampak je živa. Vse živa je. Ja, ne samo jasne raziskave v bistvu potrdila to, kar že tuje raziskave pokažejo, da je eden od najnevarnejših trenutkov v taki nasilni zvezi odločitev ženske, da zapusti to zvezo, da hoče oditi. Že to, da sporoči, potem pa da tudi naredi nekaj korakov ali celo, da zmore zapustiti sama ali s pomočjo drugih to zvezo. Recimo raziskave v tujini kažejo, da tiste ženske, ki zmorejo to narediti, veliko jih ne zmore zapustiti nasilnega razmerja, da potrebujejo zelo veliko časa, najprej, da sprejmejo to svojo odločitev, potem pa tudi, da dejansko jo realizirajo. Raziskave različno sicer daje podatke, ampak vendarle pravijo, da 5 do 7-krat se ženska vrne nazaj v razmerje. Tudi iz takšnih razlogov, kot je Milica prej rekla, ta cikl, saj bo vse drugače, da se bo pa spremenil. No, ampak če se vrne nazaj, ja, trenutek, ko moški ugotovi, da več nima oblasti ali da več ne bo imel oblasti nad žensko, da več ne bo imel te kontrole, da v bistvu na ta način zgublja po njegovem pojmovanju svojo moškost. To je trenutek, ki je za žensko zelo nevaren. Po drugi strani pa spet potreba povedati, da če bi pogledali kot vzor tiste ženske, ki zapustijo partnerja, veliko je takšnih žensk, ki se ne srečajo s poskusi umorov ali za umorom. Ampak to nič ne pomeni, da to niso nevarne situacije. Torej, kaj to zdaj v bistvu pomeni za samo žensko oziroma za sistem? To pomeni, da takrat je ključno, da ima ženska pomoč. Da ima podporo,
bližnje okolice, njenega socialnega kroga in pa tudi podporo institucij, podporo neke zakonodaje, če tako rečem, nekih pravnih mehanizmov. In tisti, ki obravnavajo nasilne ženske v takšni ali drugačni vlogi, morajo to vedeti, da je ta trenutek nevaren, da je ključen in da nekateri znaki kažejo na to, da bi se to lahko zgodilo. Mislim, da jasno izresno piše o zarezovanju po razpadu zveze. Še kar vztraja, pa jo zarezuje, se je ne rabi pretepati, ampak dovolj je, da je skozi tam in za svojo prisotnostjo grozi. Tako da ja, to je zelo nevaren trenutek in socialne delavke, ali pa ostale, da ne bom zdaj prevalila odgovornosti samo na socialne delavke, morajo biti na to pripravljeni posebej pozorne in ženska mora vedeti, sama mora vedeti, da je to nevarno in da mora poiskati pomoč, mora imeti neke scenarije, kako se zavarovati v tem trenutku. Še ena zelo zanimiva stvar, ki jo jasno izpostaviš v knjigi, oziroma jo nasloviš, je povezanost med intimno-partnerskimi umori in med prisotnostjo nebioloških otrok v partnerski zvezi. Lahko poveš kaj več? Tuje raziskave kažejo, da naj bi prisotnost nebioloških otrok, zlasti otrok, ki so otroci iz prejšnjih zvez ženske, da so lahko nek dodaten vir sporov, ki so lahko nek dejavnik tveganja, da se potem tudi ti spori lahko, oziroma nasilje še stopnjuje. To je bilo tisto, kar je tudi mene potem zanimalo, zato sem ta vidik tudi proučevala, ampak v moji raziskavi izkazalo se je sicer, da je relativno visok delež, torej nekje malo manj kot tretjina primerov bilo takih, ko so imeli sicer otroke iz prejšnjih zvez in niso bili skupni, vendar pa ni bilo mogoče z zagotovostjo oziroma sploh ugotoviti, ali so bili ti otroci vir kakšnih posebnih sporov, še dodatnih sporov, ker o tem tudi ni nihče izrecno govoril, niso bili izrecno vprašani, tako da ni za popolnoma izključiti. To je zanimiv vidik, se izkaže, kar potrjujejo nekatere druge raziskave, je, da je to nek dodaten trigger, če lahko tako rečemo, teh moških, ki sebe razumejo kot poglavarja družine in če otroci niso njegovi, jih lahko to razume kot neko dodaten omejitev v odnosu, kot nek dodaten vir frustracij, jih ne sprejema in tako dalje. Ampak kako rečeno, jaz v moji raziskavi to kot posebno nisem mogla potrditi, je pa bilo, če samo se na otroke navežem, je pa to ena od stvari, ki je mene predvsem zaznamovala pri tej raziskavi, je pa pomemben in velik delež bioloških otrok, ki so bile priča tem kaznivim dejanjem. In tu se pokaže ta težnja, racionalnost in volja po izvedbi takšnega kaznivega dejanja s strani povzročitelja, da ga niti prisotnost lastnih bioloških otrok ni zaustavila pri umoru lastne matere. In to je en vidik, ki se tudi mi zdi pomemben za poudarjati in delo naprej, da strokovne pomoči za otroke s takšno travmo, recimo v Sloveniji, nimamo. Prav zares ni nekega sistematičnega dela za otroke s tako posebno, ki je zelo specifična travma. Analiza individualnih lastnosti storilcev je pokazala, da so v vseh analiziranih primerih storilci imeli slovensko državljanstvo, kar je mogoče mene malo naslovil je nek ta predsodek. Potem, da so moški pripadali vsem socialnim slojem, med njimi pa so prevladovali moški iz socialno šibkejših okolij. Pomemben dejavnik je tudi zloraba alkohola in drog. Torej, Milica, zanima me, če so sklepi, ki jih lahko izluščimo iz teh izsledkov enoznačni. Je nek družben položaj nasilnežev neposreden vzrok za nasilje? Ja, zagotovo. Jaz mislim, da so prve raziskave, pa prve, javno razširjena vedenja o tem, kdo naj bi bili nasilni, bila vezana bolj na to, na ta pojmovanje, da so to ljudje iz nižjih socialnih slojev, manj izobraženi, manj močni, hierarhično nižje na lestvici in tako naprej. Da so potem že prve malo bolj poglobljene raziskave
resne, bom rekla, pa pokazala, da to ne bo držalo, da so nasilne, kako se reče, povzročitelji nasilnih dejanj, seveda prihaja iz vseh socialnih slojev. Se pravi, ne gre samo za reži, zdaj govorim o nasilnih dejanjih na splošno. Zdaj tudi sicer kriminologi ugotavljajo, pa tudi sociologi ugotavljajo, da če bi zdaj malo širše, da so zapori pravzaprav zapori revščine, pravi naš sociološki avtor. Skratka, da so zapori polni ljudi, ki prihajajo iz deprivilegiranih okolij, iz torej marginaliziranih družbenih skupin, revnejših in tako naprej, kar seveda kaže na določeno kaznovalno politiko. Kdo je tisti, zakaj kaznujemo taki, zakaj zapiramo taki. In hkrati seveda se odgovarja tudi na to vprašanje, da pravzaprav ljudje iščejo na različne načine, kako bi dosegli nekaj ali pa prišli do nečesa, kar je nekaterim dosegljivo, drugim pa ne. Zdaj, če zapustim to širšo sliko in se vrnem nazaj na raziskavo na področju nasilja in še posebej intimno-partnerskega nasilja, je pa seveda to vprašanje moči oziroma nemoči izjemno pomembno vprašanje. In da pravzaprav se da ugotoviti, da še posebej pri moških, kjer je moč nekaj, kar se pripisuje moškosti. Moški morajo biti močni, že po definiciji. Ta koncept hegemone moškosti ima mesto in seveda jasno, da je zelo lepo upeljala v svojo analizo. Skratka, mi imamo neko podobo, kakšen mora pravi moški biti. In seveda, če ta moški izgubi del svoje družbene moči zato, ker je izgubil službo, ker nima več tako visoke plače, ker so ga degradirali, in potem, če ugotovi, da izgublja to neko moč in kontrolo še v zasebni sferi, ga seveda to še dodatno frustrira. In če ne vidi drugih načinov, kako iziti iz te situacije, če ne zna handlati s konflikti, če se ne znam pogovarjati, in tako naprej, seveda poseže tudi po teh orodjih, po katerih posežejo izvršitelji teh najhujših kaznivih dejanj. Tako da ta koncept moči oziroma nemoči se mi zdi, da je izjemno pomemben za te analize in zato se tudi v teh kriznih obdobjih povečuje delež takih dejanj. Zdaj pa, da ne bi samo temu pripisovali to vlogo, je pa treba še dodatno upeljati ta koncept hegemone moškosti, ker ženske ne naredijo takih dejanj, ko zgubljamo, se ne znašajo nad otroci, nad čipkejšimi, ali pa saj ne na tak krut način, ampak v veliko večji meri iščejo izhode iz te situacije, iščejo neke druge rešitve, ne vem, dodatno delo, ker vemo dodatno, koliko pravzaprav, kakšen visok delež žensk, ne glede na to, kakšno izobrazbo imajo, poiščejo potem tudi nižje plačana dela samo zato, da pač pomagajo, ali pa, ne vem, iščejo support pri družini, ali pa pri prijateljicah, ali pa kje nekje. Mislim, da tega supporta pri moških je res premalo in bi se morali veliko več ukvarjati s tem, kako pravzaprav pomagati prebroditi te situacije že prej. Sama knjiga je, struktura knjige je taka, da v bistvu najprej vstopimo v nek ta teoretski uvod in razlago konceptov in pojasnjevanja ozadja, potem pa na neki točki jasno začne zgodbe, izseke zgodb žensk. Preden ti zastavim naslednjo vprašanje, bi rada dva prebrala, da sploh lahko razumemo, o čem govorimo. Torej, berem odsek iz pričanja, čeprav razumem. Torej, najprej bi povedal, da nisem nasilen, niti nevaren človek, kar lahko potrdi tudi oškodovanka. Po srcu in duši sem dober človek. Ne vem, kaj mi je takrat bilo, če ne bi bil pijan, tega ne bi storil. Zelo mi je žal, šele včeraj sem dojel, kaj sem storil. Povem, da se podrobnosti dogajanja sploh ne spominjam. Sploh se ne spominjam, da bi zabodel oškodovanko. Bil sem zelo pijan. Popolnoma nič ne vem o tem, da bi jo dvakrat zabodel, kot je navedeno. Drug primer, ničesar se ne spomnim.
Imel sem epileptični napad in ne vem, zakaj moram biti v zaporu. Jaz nobenemu nič nočem in tudi nikoli nisem hotel nobenemu nič narediti. Ker sem pa živčen, pa kaj naj rečem, pa sploh ne vem kaj. Jaz sem zelo bolan in živčen, zato res potrebujem mir. In še tale. Ura je bila 10 ali 10:30, ko sem ji rekel, da me zebe in da naj se stisne k meni. Rekel sem ji, kaj pa ona ve stvari. Pa je rekla, da noče. Ko sem čez 1 uro vstal in šel v kuhinjo, sem videl nož v predalu in ga vzel. Ne vem, kaj mi je takrat bilo, ali me je hudič ali vrag, da sem vzel nož. Povem, če bi jo mislil ubiti, bi jo z nožem sunil v prsni koš, to je normalno. Potem sem šel v spalnico in nekaj časa z nožem ležal. Potem pa sem začel razmišljati, ko je ona meni rekla, da mi ne bo ne kuhala in ne prala. In so mi začeli živci tako delati in sem segel po nožu in z nožem potegnil po njenem vratu. Če sem doslej toliko let skrbel zanjo, mislim, da je sedaj ona dolžna poskrbeti zame. Ne počutim se krivega za kaznivo dejanje, saj me je do tega pripravila ona. Torej, vprašanje so sklepi, ki jih lahko iz izsledkov teh priča, čisto me je zmedel ta odlomek. Kako storilci nasilnih dejanj kasneje interpretirajo svoja pretekla dejanja? Kakšni vzorci se pri teh razlagah pojavljajo? Te primere, ki si jih prebrala, čist z različnim kontekstom, ampak enako, z različno vsebino, ampak kontekst zelo podoben, se je pojavil skoraj v zagovoru skoraj vseh storilcev. Če se samo še navežem naprej, te individualne značilnosti, ki jih pogosto razumejo v nekih teh splošnih razlagah, da so to glavni vzroki za nasilje, kot je alkohol, duševno stanje in tako dalje, socialna deprivilegiranost, so vsi, jaz jim pravim, sprožilci ali eskalatorji nasilja. V osnovi že nasilen moški, potem recimo skozi neka ta stanje lahko postane še bolj nasilen. In kar je pa tukaj zanimivo je, da pa ne moramo razumeti za glavne vzroke nasilja, torej zakaj nekdo postane nasilen, se pa jasno kaže skozi analizo ravno njihovih zagovorov. Zelo jasno se pokaže, in to je bilo sploh v tem zadnjem in tudi drugih primerih, videti, da kar je skupno skoraj veliki večini, oziroma skoraj vsem teh moškim je, da gojijo zelo tradicionalna stališča in vrednote glede odnosov med spoloma in vloge ženske in vloge moškega v odnosu. Tako kot je Katja že v začetku rekla, oni si pridržujejo pravico do takšnega vedenja, prav zares nimajo uvida v lastno nasilno vedenje, zavedajo se sicer, kaj počnejo, v smislu, da on dobro ve, zakaj uporabi nasilje oziroma neko vedenje, da doseže nekaj, vendar to svoje vedenje ne razume kot problematično, pridržuje si pravico. Enako je bilo razumeti v teh končnih dejanjih. Ona se mi je oprla, ona je rekla, da nečesa ne bo naredila, zapustila me je, imel sem jo rad. Spregleda cel ta kontekst, zakaj je ona šla stran, zakaj ga zapustila, zakaj se mu oprla, da je bil že predhodno nasilen. In seveda to je tisto, kar recimo je skupno večini, da nimajo uvida v lastno nasilno vedenje, da imajo zelo visoko toleranco do nasilja, pridržujejo si pravico do takšnega vedenja. Kar se še pokaže kot zanimivo, je, da to pa je izhajalo ko sem analizirala psihiatrično izvedeniška mnenja, da so skoraj pri vseh teh moških zaznali, da gre za moške z izrazitno pomanjkljivim samospoštovanjem in nizko samozavestjo in da gre za moške, ki v osnovi imajo težave z avtoriteto. To pomeni, da večina od njih nasilje izvaja v glavnem nad šibkejšimi od sebe in moj končni zaključek je bil, da prav zares najhujše oblike nasilja izvajajo takrat in tudi umor, je v bistvu posledica tega, da se zavedajo, da izgubljajo, da je njihova pozicija moči zamajana. S tem želijo pokazati, oziroma dokončati neko dejanje, češ, jaz sem tukaj glavni, moja moč mora biti tista, ki prevlada v tem odnosu in ne moč ženske. Prištevnost je eden od pogojev, ki določa krivdo storilca. Torej, slovenska kazenska zakonodaja določa, da je kriv samo storilec, ki je duševno normalen in s tem lahko obvladuje samega sebe.
Podatki, in tudi smo že zdaj parkrat povedali, kažejo, da gre pri primeru intimno-partnerskih umorov za zavedna dejanja. Torej, kakšne sklepe lahko na podlagi tega o intimno-partnerskih umorih kot o neki specifični obliki nasilja potegnemo? No, predvsem najbolj lahko takoj potegnemo ta stereotip, da umor, ne glede na to, izvršijo samo neki duševni bolniki, ker je to eno tako nepredstavljivo dejanje za večino ljudi, da ne more biti človek normalen. Jasno je že v bistvu vse povedala, mogoče samo še dodam to, da v tako težkih zadevah, kot so umori, ki tako izstopajo iz nekega normalnega vedenja, sodišče vedno mora pomisliti na možnost, ali je bil tak človek prištevan ali ne. In zato se največ prav v vsakem spisu dobila izvedenska mnenja. To potem se angažira izvedenca, praviloma psihiatrične stroke, ki pregleda razgovore z obdolženim in on potem ne oceni ustreznost tega njihovega ali pa normalnost nekega njihovega miselnega širšega toka, kar smo zdaj ugotavljali, ampak ali je v tistem trenutku vedel, kaj dela, ali je imel v oblasti svoje ravnanje. In praviloma se pokaže ja. Se pravi, to tako strašljivo dejanje je res strašljivo, ampak je nekako enologično nadaljevanje vsega tega, kar se je prej dogajalo in sledi nekemu razumnemu, v navednicah seveda, razumnemu toku dogajanja z vidika storilca. Tako da, jaz sploh ne vem, nekdo, mislim, da nekaj primerov pa je bilo neprištevanje. Tri, ampak to v takšnem številu predstavljale eno manjšino in se pravi, če poenostavim, močna pijanost, pijanost do nerazsodnosti bi lahko bil takšen razlog. Se pravi, ocenjuje se tisti trenutek. Te vedenjske motnje, te vzorce, ki jih ti storilci imajo, pa ni mogoče označiti seveda ne za neko patologijo v smislu duševne bolezni, ki bi opravičevala ali upravičevala njihova ravnanja. Tako da to so storilci, ki se razumno odločijo za storitev dejanja. Še en odlomek bom prebrala. Tokrat se boste videli. Spomnim se, kako me je ob neki priložnosti pokojna vprašala, če sem poročena in če me je mož kdaj udaril. V nadaljevanju pogovora mi je povedala, da je fant pretepen. O tem sem se spokojno pogovarjala, začudilo pa me je njeno razmišljanje. Saj mi je rekla, da je s fantom že toliko časa, da ima le ta pravico, da jo pretepa. Kolikor se spominjam, naj bi pokojni to dejal obdolženi. O pokojni povem, da ji je le ta delovala kot močna in odločna oseba do drugih ljudi, tako da si nisem znala razlagati, kako si dovoli takšno ravnanje strani svojega fanta. Pa še ena. Obdolženega sem pustila, ker je bil izrazito ljubosumen in posesiven, vendar pa me ni fizično maltretiral, zaradi česar ga nisem zaznavala kot nevarnega. Nisem si mislila, da mi bo obdolženi kaj storil. Torej, govorimo o izjavah žrtve oziroma o izjavah neke priče žrtvi in Milica, zanima me, a lahko govorimo o nekih karakteristikah, ki se pojavljajo pri žrtvah intimno-partnerskega nasilja. Jaz bom spet malo širše odgovorila, ker čas nisem analizirala vsega tega, ne? Ampak iz izkušenj, ki jih imam zdaj, ko smo delali, ko smo zbirali življenjske zgodbe zaprtih žensk na Igu, sem potegnila neke skupne značilnosti teh žensk, ki smo jih mi seveda dobili, to je 10 zgodb, čeprav je to 10% celotne populacije, ki je zaprta. Ampak tisto, kar izhaja iz njihovih zgodb in je skupno in je značilno za to populacijo zaprtih žensk, je njihova socializacija v zgodnjem otroštvu in tudi kasneje, ki je bila, torej, socializirane so bile v tem smislu, da so, zato ker so ženske, morajo sebe postavljati v drugi plan, morajo biti sprejeti to podrejeno vlogo, morajo se umikati, morajo dati prednost družini in partnerjem, morajo za vse najprej poskrbeti za druge, potem za sebe, če bo zadosti časa in prostora na voljo, morajo najprej rešiti druge, potem sebe,
Torej, morajo vedeti, da je v družini moški tisti, ki ima najpomembnejšo pozicijo, bodi si, da je to oče, ki ga je treba brezpogojno ubogati, bodi si, da je to mož, ki ga je treba brezpogojno ubogati, in pri možu je treba prenašati vse, še posebej takrat, če so v družini otroci, kajti otroci potrebujejo očeta in zato moram jaz vse potrpeti. In tudi, če malo primerjam te zgodbe, ali pa te odlomke, ki jih je Jasna uporabila v svoji knjigi, in to, kar smo izvedeli iz zgodb zaprtih žensk na Igu, je to podoben vzorec. Torej, žensko se vzgaja za podrejeno vlogo v zasebnem in seveda javnem življenju. In zato se ves čas umikajo, si tudi ves čas dopovedujejo pravzaprav, da nimajo drugega izhoda, in če se bodo slučajno našle drugi izhod, da to zna biti za njih še huje. Torej, če se bodo uprle, zna to povzročiti pri njihovem partnerju še hujšo reakcijo. Tako da to je nek vzorec, ki se nam konstantno pojavlja, torej, tako pri tistih ženskah, ki so bile žrtve teh kaznivih dejanj, kot tistih ženskah, ki so se znašle na koncu v zaporu, ki tudi pri njih dostikrat ugotavljam so bile žrtve nasilnih dejanj svojih partnerjev ali pa kolegov ali pa podobno. Tako da to je neka rdeča nit, ki se nam posod pojavlja. Lahko tukaj samo nekaj dodam. Poleg tega, kar si Milica rekla, pa specifično za nasilje nad ženskami še to, da se tem posebnim, recimo temu osebnim karakteristikam, pridruži še občutek nemoči v smislu, saj mi nobeden ne more pomagati. Saj to je nekaj neizhodnega. Ne? In tukaj pa tisto, tukaj pa mora stopiti zdaj institucije, družba, pravo, da ženska, da ve najprej, da ima možnost in kje lahko dobi to pomoč in da jo dejansko tudi dobi in da je ta pomoč učinkovita. Ne? In ko se to vse skupaj združi, ta njena občutek nemoči, za vsem tem, kar je Milica povedala, potem ženske vztrajajo in so nekako zacikljene. Poleg tega, kar poznamo iz že dolgo izdelanih raziskav, kako ženske, ki živijo v nasilnem odnosu, živijo v nekem ciklu. Najprej je neko obdobje napetosti, čuva ali bo prav postavilo krožnik na mizo ali ne, kako naj ravna, da ne pride do izbruha nasilja, potem pride do izbruha nasilja, je deležna lahko zelo hudega nasilja, temu pa praviloma sledi opravičevanje, neko obdobje med enega tedna, pravimo v kriminologiji. Obljube ne bom več, rad te imam, darila in ji daje tudi občutek moči te ženske, da zdaj ima pa ona kontrolo in se nekako izmenjuje na to kontrolo. Oni dajo občutek, da ima to moč, potem se seveda spet to zavrti. In tudi zaradi tega one dostikrat ženske ne zapustijo partnerja, ki mislijo, aha, se zdaj pa bo, zdaj bo pa drugače, ampak se spet to zavrti. Mogoče bi se še nekaj dodala, da iz teh dveh primerov, ki si jih prebrala, izhaja tudi napačno razumevanje, kaj to nasilje je, ker ni samo fizično. Ja, to je zelo dobro podrazumevanje. Ni samo fizično, ker je tudi za vse druge oblike nasilja, ki ga izvajajo, še posebej takrat, ko so vsi sladki in tudi zelo manipulirajo na ta način. In to je treba prepoznati kot emocionalno nasilje, recimo. Pa tudi ta prvi, oziroma predzadnji odlomek, ki si ga prebrala, pa govori o tem, kako pravzaprav tudi mi, ki pridemo v stik z tako osebo, dostikrat ne znamo na pravi način reagirati. In ji reči, da to je nesprejemljivo, a ti lahko pomagam, lahko se obrneš na center, ne vem, za socialno delo ali pa na SOS telefon, ali s tabo, ti pomagam, greva na pogovor k pravnici, ne vem, kakorkoli že. In to so vse zamujene priložnosti, da bi se karkoli lahko spremenili. Vse to se tudi lepo pokaže v raziskavi, to podcenjevanje tveganja, neprepoznavanje nasilja je kot tudi eden od dejavnikov tveganja. Da žrtve pravzaprav razen, ko je šlo za fizično nasilje in hujše oblike, so artikulirali, da gre za nasilje. Psihično nasilje, ki ga jaz obravnavam kot izredno problematično, ker v tretjini primerov je bilo prisotno v tej fazi samo psihično nasilje, ki praviloma so ga imenovali kot ekstremno ljubosumje, ali pa bil je preveč ljubosumen, malce preveč nadzorovalen, ampak nasiljem pa ni bil nikoli. Iz celotnega konteksta dogajanja pa bo zelo jasno videl, da je bil izrazito psihično nasilje, da je bil umor tem neko ključno dejanje, ko je njegova pozicija moči bila postavljena pod vprašanje. Jasno, a bi lahko mogoče še nekaj smo že spregovorili o odzivih okolice,
še na kratko tukaj predstavlja svoje izsledke. Ja, odzivi okolice so definitivno je eno od področij, ki je zelo pomembno pri tem, da se lahko nek nasilen odnos uspešno recimo reši ali pa zaključi. Kajti tle se je zelo jasno pokazalo, da praviloma v mikrookolju, torej prijatelji, družina, neka sosedje in pa institucije praviloma so bili seznanjeni z nasiljem, ampak niso odločno ukrepali. V tem kontekstu mikrookolja, torej sorodniki, sosedje, prijatelji, so praviloma in so zelo nazorno poročali, kaj se je dogajalo potem na sodišču in so zelo dobro vedeli za nasilje moškega, pa so praviloma prevzeli pozicijo nevmešavanja. Ne? Češ, to je bila, so zelo jasno to povedali na sodišču, pač to je bila njuna stvar, mi se nismo želeli vtikati in so razumeli to nasilje kot nekaj zasebnega in ne prav posebno problematična. Ne tako redko oziroma kar pogosto bilo mogoče zaslediti tudi odnos upravičevanja nasilja. To je bilo zelo pogosto pri sorodnikih povzročitelja, recimo zanimiv vidik so tukaj matere povzročiteljev, ki so na sodiščih izredno upravičevali tudi samo dejanje, tako krutno dejanje povzročitelja nasilja in pa moških vrstnikov. Ti moški vrstniki so odigrali pomembno vlogo v nekaterih primerih, da so celo spodbujali k nasilju v smislu, da so ga izzivali recimo potem, ko so, ne vem, noter je bilo kar nekaj pričevanj, ko so recimo ena od preživelih poškodovanj, ki je povedala, kako je partner vsakič, ko je prišel iz lokala, kjer so ga prijatelji tam izzivali, češ, da so jo videli z ne vem kom in ne vem kje, ne, prišel domov in praviloma izbruhnil nad njo, ne, in jo tudi pretepel, zato ker čeprav so ti prijatelji vedeli, da je on nasilen doma. Ne? In tako da ta odnos, kako okolica reagira, prijavi nasilje, tudi kakšen odnos ima do nasilja, ne? Kako moškemu pokaže nasilnemu, da to vedenje ni sprejemljivo izrednega pomena za moje pojme. In enako z strani institucij, nekje v tretjini primerov so bili ti primeri tudi prijavljeni pri organih pregona, v večjem deležu pa so bili bodisi žrtev ali storilec obravnavani tudi sa strani drugih institucij, kot so zdravstvene institucije, psihiatrične ustanove, centre za socialno delo, ampak nihče ni odločno ukrepal, da bi se reagiral na način, da bi prepoznal nevarnost tega povzročitelja nasilja. Tako da jaz to razumem tudi kot pomemben dejavnik tveganja, ki se generira na tej oziroma družbeni ravni, ne, na teh treh nivojih, ki so izredno pomembni, kako torej reagiramo, ko zaznamo nasilje. Še kdo? Mogoče še čisto zadnje vprašanje z moje strani in zato, ker vsem trem. Kaj lahko torej storimo, da v družbi intimno-partnersko nasilje in intimno-partnerske umore preprečimo? Na katerih vseh nivojih lahko to delujemo? Na številnih nivojih. Na številnih. Ne vem, kater sicer je zdaj pomembnejši, ampak vendarle, ker sem v osnovi pravnica, bom začela pa s pravom. Pravna orodja, pravni mehanizmi so tukaj zelo pomembni. Sprejeti nek zakon ni enostavno. Zakon se lahko sprejme takrat, ko ga poslanci se odločijo, da ga sprejmejo in da je dober. Se pravi, da znajo, da je nekaj problem in da je ta problem potrebno reševati in na kakšen način ga je potrebno reševati. Tukaj nekoliko mi zaostajamo, ali pa smo zaostajali za drugimi evropskimi državami, ampak vendarle leta 2008 smo dobili zakon preprečevanja nasilja v družini, ki jaz mislim, da je zelo dobro, da smo ga sprejeli, ima nekaj pomanjkljivosti, ampak o tem zdaj ne bom govorila, ampak vendarle na podlagi tega zakona in tudi spremembe številnih drugih zakonov imamo pravna orodja, kako takšnim žrtvam pomagati oziroma kako jim omogočiti, da že na začetku te poti, ko se neko nasilno razmerje začne razvijati nasilje, kako to preprečiti. Kot pravniki rečemo, vsak zakon je pa dober tako, če se dobro izvaja. Se pravi, naslednji nivo službe, strokovnjaki, ki morajo takšno zakonodajo izvajati. Razumeti pomen, razumeti, kakšna orodja imajo in kdaj jih morajo uporabiti. In pa, zdaj bom seveda letela, najbrž, ko ste bi vse dodali, letela še na tretji nivo, to, kar si ti rekla, ne? Oziroma, kar smo že vse poudarjali.
če ima neka država dobre neka orodja, pravna orodja, neke mehanizme, jih lahko uporabi samo takrat, ko se ve za primere. Ne. Torej, vsi mi smo dolžni, moralno in tako drugače seveda še, ko zaznamo, najprej ga moramo znati prepoznati, ko zaznamo takšen primer, ali bom grobo rekla pravno, prijaviti oziroma na določen način poskušati pomagati žrtvi. Bomo dali zadnjo besedo avtorice, zato si jaz zdaj vzela še. Jaz mislim, da seveda iztrebiti nasilja ne bomo mogli do konca nikoli, lahko ga pa zmanjšamo. In seveda tukaj deluje cela vrsta dejavnikov lahko. Eno je zmanjšanje neenakosti. To kot sociologinja seveda moram najprej reči. Več, ko je neenakosti v družbi, večje, ko so razlike med ljudmi, več, ko je revščine, več je tudi takih dejanj in tudi tega nasilja. Tako da to je na globalni ravni eden od teh dejavnikov. Seveda delovanje institucij, poleg prave in pravne države, seveda še vseh drugih institucij, ki jih neka država lahko vzpostavi za to, da na različnih nivojih, tako na nivoju družbene klime, kot na nivoju lokalnih skupnosti in na tej ravni pomaga obem, zdaj pa obem, in storilcem in žrtvam. Tako da tukaj se mi zdi, da je še ogromno prostora za to, da kaj naredimo. Katja je omenila politike in politiko. Jaz mislim, da je politika en od tistih polj, kjer lahko poleg zakonodaje seveda sami tudi zelo veliko naredijo na nekih drugih področjih. In tukaj pač ne morem mimo tega, da izpostavim, da pri nas se zdi, da je v politiki prisotno še precej nerazumevanje tega problema, ne rečem nasilja nasploh, ampak tudi tega odnosa med spoli v družbi. To, s čimer smo zadnje čase priča povečanemu, bom rekla, seksističnemu govoru prav v politiki, je nekaj, kar pred nekaj desetletji nismo bili vajeni slišati. Takih seksističnih izpadov z vrst najvišjih politikov, ki so na koncu potem za take stvari, za take izpade še nagrajeni s ponovnimi izvolitvami. To se mi zdi, da je nekaj, kar prispeva, jaz nečem, da to direktno vpliva na to, ampak prispeva k utrjevanju teh neenakih odnosov med spoloma, ki potem seveda za določenem delu lahko rezultira tudi v teh takšnih vrstah reakcij in dejanj, ki lahko vodijo v taka najbolj kruta dejanja. Tako da se mi zdi, da je odgovornost najvidnejših, najbolj izpostavljenih posameznikov in posameznic v tem političnem polju veliko večja kot običajnih ljudi, ker oni dajo nek model, oni dajo neka, utrjujejo neka prepričanja, ali pa jih lahko tudi razgrajujejo. Tako da se mi zdi, da je njihova odgovornost precej visoka. Potem seveda so tukaj mediji, ki zelo senzacionalistično, nekritično, neodgovorno poročajo o teh stvarih. In seveda, lahko bi nadaljevala, tako kot je Katja rekla, kje ne. Posod pravzaprav so še veliko nastavkov za to, da kaj spremenijo na bolje. Jasno. Ja, jaz bi dodala še tem dvem pogledom, morda meni se tudi zdi pomemben ta vidik senzibilizacije skozi izobraževanja, ki bi segala na vsa področja, predvsem že delo v šolah z mladostniki, o tem, kaj so varni, kaj so zdravi odnosi, kakšne so o tej problematiki spolno-stereotipnih vlog, ker se tukaj zaznava, da že mladi zrastejo z nekimi pričakovanji, nekimi prepričanji, ki se potem nadaljujejo lahko oblikujejo v nasilne odnose. Tako da se mi zdi tukaj zelo pomembno in Slovenija tukaj nima nobenega sistematičnega programa izobraževanja, recimo že v srednjih šolah z mladostniki in tudi širše na drugih področjih, ki bi torej sistematično, kontinuirano izobraževali o tem, kaj je nasilje, kaj so varni odnosi, kaj so spolno-stereotipne vloge in tako dalje. Tako da po vsemu temu bi dodala še to, in da splošna senzibiliziranost družbe, da se
vse bolj zaznava tudi te subtilne oblike nasilja in da se dokončno ta stereotip o tem, da je potrebno reagirati takrat, ko je fizično nasilje. Ne? Tako da se mi zdi, no, da bi še ta vidik dodala k temu. Hvala. Jaz sem prej s strahom pogledala na uro in imamo še dovolj časa za vprašanje, tako da če kdorkoli želi katerokoli izmed gosti kaj vprašati. Jaz vam bi vprašanje. Mene zanima, koliko približno je teh umorov na leto, pa kateri časovni okvir ste si vzeli, da verjetno to pač par let, pa mogoče nema so neke razlike v teh letih? Ja, to sem pozabila povedati. Jaz sem si vzela časovni okvir od 2000 do 2011. Z letom 2000 sem začela zato, ker statističnih podatkov o tem pred tem nimamo, ker ključno za proučevanje z vidika statistike je to, da smo mi leta 1999 v kazenski zakonik vnesli direktivo, da morajo organi pregona, ko pride do kaznivega dejanja, zabeležiti odnos med storilcem in žrtvijo. In tako da mi te podatke, in to je ključno, da vemo, kdo je bil storilec in kdo žrtev, tako da mi te podatke imamo šele od leta 2000. Jaz sem potem vzela ta razpon od 2000 do 2011, potem sem statistiko pogledala tudi še za zdaj, torej za kasnejša leta jo sledim in trend ostaja približno enak, malenkost se za kakšen številko celo povečuje v zadnjih letih. Govorimo v številkah nekje od 5 do 7 primerov na leto, torej v številkah. V odstotkih je to približno za teh, recimo če pogledam za teh 11 let, ki sem jih jaz, ampak tudi za zdaj bi ostalo enako v odstotkih, je pa se izkaže tako, da je okrog 43% vseh umorov, jaz sem vključila še poskuse umorov in poskusov umora, žensk bil povzročitelj, torej bivši ali aktualni zakonec oziroma intimni partner, kar pomeni skoraj vsak drugi umor ženske se zgodi izpod roke partnerja. Tako da, to je to, je bilo še drugo vprašanje? Mogoče ne, če se nekaj razlika. V tem obdobju, ki sem ga jaz poročevala, bistvenih razlik ni bilo mogoče zaznati, bi pa bilo zanimivo pogledati, zato ker je treba vedeti, da tudi vsak tak primer na sodišču se razrešuje tudi nekaj let. Sicer se relativno hitro zaključijo glede na ostale, po parih letih, glede na, tako da ni šlo za 10 let, ampak je šlo tam 3-4 leta mogoče, lahko tudi manj. Tako da v tem obdobju bistvenih razlik ni, bi pa bilo mogoče narediti neko follow-up študijo za to obdobje po letu 2008, ko smo torej sprejeli ZPND in ko so se peljali številne pomembne zakonske spremembe, ali je tukaj mogoče kakšna drugačen pristop obravnave s strani sodišč, po podatkih pa nam razlike ne kažejo. Število teh umorov ne upada. Ali lahko sem nekaj dodala? Mogoče kot zanimivost, ZPND pomeni zakon o preprečevanju nasilja. Ja, opravičujem, ja. Takrat zagovorimo. Ne naše, ne slovenske, ampak tuje raziskave, mislim, da ti tudi o tem pišeš noter v knjigi, kažejo, da v državah, kjer se začne družba senzibilizirati, kjer so različni pravni mehanizmi, kjer ženska ima dostop do pomoči, vpliva to, da se zmanjša število intimno-partnerskih umorov v obratni smeri. Ženske manjkrat ubijajo moške. To se zdaj sliši nekoliko absurdno, da so moški postajajo varnejši, kar se tiče tega oskega. Zakaj? Zato, ker ženska ubija moškega v tistih brezizhodnosti, ne najde druge poti iz tega razmerja. Zdaj pa druge poti ima in jih uporablja. Medtem, ko spet tuje raziskave kaže, da pa ta družben razvoj nič bistveno ne vpliva na število, na delež ubitih žensk strani moških. Ker je v bistvu zanimivo. To pa še zanimivejše bi bilo, pa mislim še zanimivejše za nadaljevanje, kako se recimo v odmerjanju kazni, v razmišljanju sodnika o tem, kaj ne vse upošteva kot obteževalno pa olajševalno okoliščino, kaže v enem daljšem obdobju. Kot si ti rekla, lahko se kaže to kot olajševalna okoliščina, da
toliko in toliko let težave za žensko, zdaj banaliziramo, da takih sob več nimamo, ne? Ampak vendarle. Ja. Po statistiki se potrdi to, kar je Katja rekla, tudi pri nas, ne, da v bistvu vsi ti ukrepi za ženske očitno niso prispevali k znižanju, medtem ko pa število umorov moških pa je pomembno upadlo v teh letih in zdaj jih beležimo nekje 1 do 2, morda 3 na leto, nekje maksimalno. Še kakšno vprašanje? Ja, jaz sem omenjala te raziskave v tujini. Se mogoče, če obstajajo kakšne primerljive raziskave, zato ker je naštelka ne bila jasna, če je Slovenija pri tem izstopala, pa me zanima, kam sodi Slovenija, če primerjamo recimo evropske države, ne, po tem številu teh umorov, kje smo mi? Ja, sem to tudi dosta analizirala v nalogi, nekaj izvoli. Ja, prav bistveno odstopa Slovenija od ostalih držav ne. Sicer zanimivo je, da če pogledamo, jaz sicer tukaj ne obdelam na ta način, sem pa za naravo enega drugega članka, po številu se zdi zelo malo, mi imamo po številka je nizka v primerjavi, če pogledamo z neko Italijo ali pa državami, ki imajo bistveno več prebivalstva. Če pa pogledamo na 1000 žensk, ne, pa je v Sloveniji celo malenkost višje kot v Italiji, ne. Tako da z tega vidika, da bi pa prav bistveno odstopali od kakšne evropske države, ne, trendi so nekje približno enaki. Recimo dobro države, ki stopa, recimo Estonija v Evropi, ki bistveno odstopa glede števila umorov. Navzgor pozitivno. Navzgor, več umorov ima. Ja, Estonija ima eno izmed najvišjo stopnjo umorov med evropskimi državami, če se ne motim. Tako da, kar je zanimivo, globalni trend kaže, da so intimno-partnerski umori nekaj, kar prizadene ženske v vseh državah približno na enak način, ne? In da je to prevladujoč tip umora povsod in da so dinamike in podobnosti približno enake. Slovenija mogoče odstopa, recimo meni se je kot nek tak značilnost pokazala v primerjavi z študijami, ki sem jih gledala glede alkoholiziranosti. Morda tukaj je težave z alkoholom, so storilci v primerih, ki sem jih jaz analizirala ko sem prej z drugimi raziskavami, nekoliko bila višja stopnja, ne? Ampak tudi tukaj je zdaj težko zelo primerjati, ker so metodologije malo drugačne, tako da ni nekih prav bistvenih značilnosti, kar je zanimivo. Recimo od vseh držav, ki so Združene države Amerike, izstopajo recimo v tem smislu, da se tam zelo veliko primerov zaključi z umorom, bistveno več kot recimo v Evropi, ne. Zato sem jaz recimo tudi po posvetovanju s Katjo, takrat se mi je zdelo zelo dobro, ker si me ti upomnila, naj tudi poskuse umora vključim, ne. In je to bila zelo dobra odločitev zaradi tega, ker tudi sama noter potem to tolmačim na način, da jaz poskus umora, zakaj ga torej vključim. Ne razumem, jaz ga razumem po teži oziroma po resnosti, no, povsem enako, zaradi tega, ker storilec ne zaključi dejanja, zato ker se bi on odločil, ok, zdaj se bom pa ustavil in jo bom pustil, da preživi. Do dokončanja dejanja ni prišlo preprosto iz razloga, da so bodisi tretje osebe pristopile, ga zaustavile ali pa da je žrtev uspela zbežati, ne. Tako da in Slovenija ima relativno visoko stopnjo teh primerov, ki se ne zaključijo. Tu se je meni kazalo, koliko sem primerjala tudi zaradi različne uporabe orožja, ne. Ker je kuhinjski nož je najpogostejši tip orožja in seveda možnost preživetja, če uporabi kuhinjski nož ali pa strelno orožje, je bistveno višja. In zato v Ameriki beležijo izredno visoko stopnjo teh primerov, ki se zaključijo s smrtjo, ne. Morda to je neka taka. Imajo večji dostop do pušk in pištol, pa nas pa do nožev. Do nožev, ja. To je bilo zelo zanimivo, ne, da je pač tisto, kar je bilo pri roki, ne, da praviloma je bilo neko orožje in kuhinjski nož je pač najpogostejši. Še kakšno vprašanje? Sam še nekaj bi gospa, vi ste omenili, verjetno poznate tudi ostale evropske države z vašega področja, kaj na področju preventive, je kakšna država, ki nam je lahko za vzgled? Imamo tle verjetno še veliko dela, ste omenili, ne? Mislite na splošno, ko gre za nasilje nad ženskami oziroma nasilje v družini? Ja, vse države, kako
bi rekla, recimo 20 let nazaj, vse države so se intenzivno začele ukvarjati, pa intenzivneje začele ukvarjati z nasiljem v družini, tudi tako, da so spreminjale različne zakone, da so uvajale različne ukrepe, tako da niti ne gre več za vprašanje, da ima neka država nek ukrep, ki ga druga nima, ampak kako dobro te ukrepe, ki jih v bistvu vse imamo, kako dobro jih izvajajo. Recimo, mi smo pred leta 2004, se mi zdi, po zgledu Avstrije, ki pa ni bila edina, ampak je nam je najbližja, uvedli prepoved približevanja. Do leta 2004 nismo imeli. V bistvu, prepoved približevanja imajo zdaj že vse evropske države. Vprašanje je strokovnosti in učinkovitosti. Nismo prav slabi, da ne bo zdaj izgledalo, da bomo vse kritizirali. Seveda pa prostora za izboljšanje je pa še zelo veliko. Še kaj? A je umor iz strasti v Sloveniji bil olajševalna okoliščina, kako v Italiji? Ne, ne vem, kako je bilo sicer koliko nazaj, ampak da bi se jaz spomnila, nikoli to ni bila posebna kategorija. Ne, pravno zapisana kategorija ne. Če je pa to, da je kakšen sodnik tako razumel, to pa nimamo teh analiz in teh podatkov. Z analize, ki sem jih jaz, ni nikjer, da bi kdo od sodnikov ali sodnic v sodbi na koncu kot olajševalno okoliščino kaj takega zavedel ni bilo. Tudi sicer se ne spomnim, če ni žrtev ženska, da bi bil to razlog, kako je to bil obratno, ne, ženska moškega, da bi bil to razlog za neko milejšo kazen, za to, ravno za tega razloga, se ne spomnim. Še kdo? Če ne bi se pa še enkrat najlepše zahvalila vsem trem in knjigo še enkrat priporočila v branje, mislim pa, da danes lahko tudi je na prodaj tukaj po posebni ceni. Tako. Hvala.